Nadaljujemo pa z predstavitvijo, ki jo bo imel Nik Škrlec. Sicer je to igralec, kaj si že? Voditelj, ja. Ne, okej. Ustvarjalec si lahko. Lej, polno enih stvari, ki so mi všle, ki se jih ne spomnim. Zato super, da bo Nik imel predavanje, predstavitev o miselnih veščinah, o urjenju spomina, o razvijanju potenciala našega uma in o vseh presenetljivih in uporabnih načinih, kako se lahko to počne. Prosim. Hvala, živijo. Kolega Kvartič, še ena miselna zmota se je zgodila tu vmes. Nekdo ti je pozabil javiti, da smo spremenili temo mojega predavanja. Tako da, dobrodošli na čisto sveži temi. Zdelo se nam je boljši, vrš vse to stran, nima veze. Danes bi v bistvu rad govoril o stiku z mladimi ali pa popularizaciji različnih vsebin za mlade na način, ki bom, upam, da koristen tudi vam. Jaz bom govoril iz svojih področji, se pravi primarno internet, gledališče, rečemo ustvarjalnost, zato ker neposrednih izkušenj prav s knjižničnim delom nimam tako veliko, ampak mislim, da jih lahko skupaj najdemo. Bi pa, preden začnem se navezal na Sabino pred mano, ki vidim, da odhaja, ne, sam Boštjanu nekaj predaja. Okay. Žal mi je, da sem vas ulovil samo na koncu, ampak bi prevzel to štafeto pa povedal eno pesem iste pesnice, ki mi je zelo ljuba, pa se po mojem dotika tudi te teme. Vse je to bila Vislava Šimborska, ne vem, kako se izgovori, Šizimborska se napiše, jaz tako govorim, če ni javn nastop, zdaj pa je, pa še posnet, super. Ok, ta pesem je, nekateri imajo radi poezijo. Nekateri, se pravi ne vsi. Niti večina vseh, ampak manjšina. Če ne štejemo šol, kjer morajo, in pesnikov samih, bosta to najbrž 2 na 1000 ljudi. Imajo radi, ampak radi imamo tudi govejo juho in rezance, radi imamo komplimente in modro barvo, radi imamo star šal, radi ustrajamo po svojem, radi božamo psa. Poezijo. Ampak kaj sploh je poezija? Marsikak obotavljiv odgovor je že padel na to vprašanje, ampak jaz ne vem in ne vem in ne vem in se tega oklepam kakor rešilne ograje. Hvala. Pa bi kar od tukaj nadaljeval, čeprav se ne dotika, pa vse se dotika teme. Jaz sem kar ogromno časa preživel v knjižnici, knjižnica je bila zame čez različna obdobja odraščanja, različen prostor. Del tega je tudi dejstvo, da je moja mama knjižničarka, ni tukaj slučajno, ne? Dobro, bo pogledala posnetek, živijo mami. In že v osnovni šoli sem bil na nek način prisiljen, da pač čakam, dokler ne gremo domov v knjižnici. Kasneje je knjižnica postala moj edini prostor, kjer sem lahko dostopal do interneta in sem to s pridom izkoriščal še v času povezave na klic. V srednji šoli pa je postala v bistvu prostor, ki je imel ogromno poezije. Tam sem prvič prebral antologijo svetovne književnosti, od tam sem zbiral pesmi, s katerimi sem se pol prijavil na AGRFT in mislim, da mi je ta prosti čas v knjižnici vedno ogromno dal. Vem pa, da nimajo vsi te izkušnje in zato bi rad danes pred vami razgrnil nekaj svojih predlogov, nekaj svojih idej. Preden začnem, kdo tu dela v knjižnici? Torej, je knjižničarka ali knjižničar? Ok, kdo je učiteljica slovenščine ali učitelj? Aha, kdo je bil učitelj fizike? Ok, dobro. Kdo je drugo? Aha, kaj je to drugo? Razredni učitelj, ok, odlično. Aha, torej govorimo še o prvih, predpredmetno stopnjo, ne? Prostite moj izrazu. Še kakšen drugo? Ja? Wow, dobrodošli. Super, to je pa nepričakovan obrat. Še kdo? Ok, super. Samo da imam malo predstavo približno, odkot vse danes ste. Jaz bi rad poskusil nekaj malo drugačnega. Rekel sem si, da bi vam rad predstavil 5 glavnih stvari, 5 glavnih tem in pri teh temah bom mogoče ves čas želel ali pa iskal vaš odziv, vaše mnenje, kar je najbolj grozno, ko si gledalec, vem, ampak je pa fajn, ko si prisoten oziroma ko delaš skupaj. Prva stvar se tiče spleta.
To je prostor, kjer preživim veliko časa kot ustvarjalec ali pa kot gledalec in prostor, kjer vem, da tudi mladi danes preživljajo ogromno časa. Mimogrede, številka mojih prebranih knjig na mesec je drastično zrasla, potem ko sem si na telefonu zablokiral uporabo družabnih omrežij po 5 uri popoldne. Ker pač pol si zvečer doma, začneš brati. Mladi pa danes na spletu malo da ne preživijo en del svojega življenja. In jaz kot ustvarjalec na spletu sem se priučil dejstva, da živimo v svetu dražbe pozornosti. Se pravi, da se vsi ves čas potegujemo za pozornost tistega na drugi strani. In mislim, da to za sabo prinaša tudi drugačen pristop, ko želimo pozornost dobiti v resničnem svetu, se pravi v analognem, tridimenzionalnem svetu, v katerem zaenkrat še smo večinoma. Kaj je mene ta prostor naučil? Eksperimentalne miselnosti in veliko hitrejše potrebe potem, da nekaj spremenim, da razmišljam bolj agilno. Čist konkretno, jaz ustvarjam tudi YouTube videe. YouTube video se najprej bori z gmoto ostalih videov, v kar ga prisili platforma, to so teme, v katere zdaj ne bi šel, potem pa se bori s tem, da bo človek samo prekinil drsenje po zaslonu, tukaj sta ključna naslov in prikazna fotka, potem se prvih 30 sekund bori s tem, da bo zadržal pozornost človeka, ki je kliknil, se pravi, nismo še dobili gledalca ali pa bralca na nek način, rečemo da, pa po nekje 30 sekundah človek sprejme odločitev, aha, zdaj bom pa to pogledal, kakorkoli dolgo je že. Se pravi, imamo 3 pomembne predkorake, preden se zgodi dejanje, za katerega jaz mislim, da sem naredil to vsebino. Se pravi, da bo nekdo pogledal moj video. Najprej ga moram ustaviti, kjerkoli že je, potem moram vzbuditi njegovo pozornost in potem moram dokazati, da je bilo to moje vzbujanje pozornosti tehtno in da pelje naprej. Potem pa človeka imam, se pravi, dobil sem svojega gledalca. Na tej točki imam za vas drugo prošnjo. A lahko za trenutek zaprete oči? Kak hiter odziv, eni ljudi ste bili kar tako, ja, daj, prosim. Sem že od 8, prosim, samo to rabim. Med drugim sem zdaj na zadnja leta veliko razmišljam o spominu in rad bi nekaj poskusil. A lahko za trenutek zapremo oči in si predstavljate tisti prostor, ki ga vi najbolj povezujete s popularizacijo branja. A bo to knjižnica, a bo to učilnica, a je to nek zunanji prostor, a je to knjižna polica, karkoli že. Sam za sekundo si predstavljamo ta prostor. Ko si ga predstavljamo, se sprašujemo potem, kaj vidimo v tem prostoru, kaj nam domišljija ponudi, a kaj slišimo, a kaj vohamo. Knjige imajo en poseben von, knjižnične knjige drugačen von, kot knjige doma, odvisno tudi od ovitkov. Oni stari plastični ovitki. Pa oni rumeni kartončki so zdaj meni padli na pamet, to je po mojem že paseno. Skratka, kaj tipate in a kaj okušate, ko ste v tem prostoru. Za sekundo se sam razglejte po njem v domišljiji. Lahko malo zadihate. Ok, in ko boste pripravljeni, pridite nazaj v Franca Bernika. Kaj bi rekli, na podlagi tega prostora, ki ste ga zdaj obiskali, vi počnete, čist minimalno me zanima, zato, da bi knjige približali. Kaj ste recimo naredili v zadnje pol leta? Čist konkretne primere iščem. Pojte. Jaz sem čitalca v podačnem bivanju. Ko sem dobila priložnost, da kar vzamem knjigo, sem jo takoj nesla v razred. Super, se pravi, knjige takoj prinašate v razred. Super. Ja, kupiš aktualne nove knjige, narediš razstavo, razstaviš nove knjige. Super. Jaz predlagam, žal, dajmo kar ukiniti ta mikrofon, ker bo šlo hitro tole. Lahko jaz povzemam za posnetek. Se pravi, pravite, da jih hitro dobite nove knjige? Potem opozorim učence na tem razstavo in po knjižnici novosti ekstra izpostavim. Ok, super. Gremo naprej? Imaš še kdo kaj, kar povejte? Berem. Berete? Vsak uro 10 minut. Wow, ok, super. Kaj imamo še? Sem mislil, da ste dvignil rok. Ne se stegovati prehiter. Nekaj popravljate. Šater. Imaš še kdo kaj? Ja, povejte. Jaz zdaj 3. let sodelujemo pri naši mala knjižnica, nove knjige spoznamo, vsako leto 6 nove knjig. Wow, ok, super, hvala.
Imamo še kaj, kakšne preproste stvari, minimalne stvari? A se plakati še delajo? Ja, ok, no. To je gotovo ena taka stvari, ki sem jaz najprej pomislil o njih. V redu. Pri vsaki od teh reči gotovo lahko pomislimo, kaj če bi se to zgodilo na spletu. Če bi jaz kot človek, ki ustvarja na spletu, vložil še vsaj 3 dni, ker 2 dni ne znam sklanjati, 2 dneva, 2 dni, vsaj 3 dni bi vložil v premislek tega, kaj vse bo prišlo v stik z mojo ciljno publiko in kako bom to oblikoval. Predvsem bi se potrudil, da bom pazil na to, kako vzbudim pozornost. Na spletu rečemo, da postavljamo kavlčke zanimanja, attention hooks. Se pravi, predpogoj, da bo nekdo sploh posvetil mojo pozornost, je, da jo mal zmamim, da mu nastavim ene kavlje, ki bodo njem ali njej zanimivi. Ok, pustimo zdaj ta splet, da se ne bomo predolgo tu zamudili, gremo naprej na družabna omrežja. Tukaj bi rad izpostavil 2 stvari, ki se mi zdita ključni. Aplikacije, ki jih dnevno mladi uporabljajo in uporabljamo tudi mi, sam sem zasvojen, so narejene tako, da za njimi stoji cela korporacija ljudi, ki se trudi, da bomo mi tu gor preživeli čas. To je grozno, ampak od njih se lahko nekaj naučimo, za plemenite namene. 2 stvari, ki bi jih rad izpostavil, so povezane z, v bistvu, delno tem, tudi kar ste govorili vi. Prva je družbena ali pa družabna valuta. Recimo Duolingo, jaz tudi smatram kot družabno omrežje, to je aplikacija za učenje jezika, je vse prej kot to. Je v bistvu aplikacija, kjer igra vodi tvoje dejanje. Boštjan je recimo tudi eden izmed zvestih Duolingo reševalcev. Zdaj si me že namahal, veš. Jaz sem zgubil svoj zgubil sem dnevni. Ja, gvetinte. No, kaj dela ta aplikacija? V bistvu uporabi logiko igre in družabne valute, zato da jaz, ko mi gre dobro, lahko to delim z drugimi. Zato, ker ko mi gre dobro, jaz izpadem dobro, jaz izpadem cool. V šoli je po mojem mnenju velikokrat težava, da tisti, ki jim gre dobro, veljajo za ne cool. Se pravi, da je to, da mi gre dobro, je v bistvu slabo, če smo čisti iskreni, ali pa to, da mi gre dobro, kjerkoli že v šoli, lahko ena skupina ljudi jemlje kot slabo. In mislim, da lahko to spremenimo s pozitivnimi vzori, z vzori iz okolice in s spodbudami. Zdaj pa, kako, to je pa spet prosto vprašanje, brainstorm vprašanje, bi lahko uporabili logiko družbene valute, se pravi dejstva, da se rad postavim pred drugimi ali pa povezujem s tem, kar počnem, v popularizaciji branja. Mečem žogico, če ima kdo kakšno mnenje ali pa idejo. Ja, pojte. Mi recimo veliko delamo pač domačega branja, ampak ta družbena omrežja analogno uporabljamo. Tako da v bistvu delajo Instagram objavo, pa narišejo, pa dejansko napišejo, kako bi to izgledalo na... Aha, se pravi, prav naredite simulacijo recimo nekega omrežja. Ok? Jaz sem pa pripravi na to pomislil, kaj pa če bi še dal stran to, če bi šli en korak nazaj, pa v bistvu sami izkoristili to logiko v ozadju, ki jo v bistvu vi izkoriščate. Se pravi, dejstvo, da lahko nekdo izrazi svoje mnenje, svoj napredek in ga deli z drugimi, a ne? Je to pol služijo temu, te neke vrste objave analogne. Ja, hodo, super. Ima še kdo kako idejo? Recimo, vem, da so v zadnje čase zelo popularne med mladimi bralci aplikacije, kjer lahko beležiš, kaj si prebral, mislim pa tudi med starejšimi bralci. Tudi takšne stvari lahko dobijo analogne različice. Prosim? Dnevnik branja, ampak a ga vidijo vsi? Ampak jaz bi si želel, da visi tako, da vsi vidijo, da vidi moja učiteljica ali pa učitelj, ki mi mori, da vidi, lej, on je prebral 2 knjigi recimo, ali 3, če je eno, že, kakorkoli, ne. Govorim samo o tem, kaj bi bila ta družbena valuta, kako bi jo povečali, kako bi povečali to vrednoto družbene valute. Še ena stvar, ki tukaj velja, so mehanike igre. Se pravi, kako lahko v nekaj upeljem mehanike igre, ki me ves čas nagrajujejo. Jaz verjamem, da to počnemo sami, kadar delamo na sebi ali pa s sabo, v bistvu se tega priučimo, ampak vem, da lahko drugim, ki mogoče te zmožnosti nimajo tako razvite, pomagamo. Konkretno spet Duolingo, za vsako stvar, ki jo rešim, mi zapiska, nekdo se sveti, mi maha, mi čestita, kada sem naredil maraton, v bistvu sem kliknil pa še priznajmo si, ni preveč težko une besede mešati, ne. Tako da, kako lahko več takšnih praks uvedemo v
recimo prostor, kot je knjižnica. In še tukaj bomo upeljal eno tretjo stvar, ki sem jo hotel povedati na koncu, pa mogoče ne bo več časa, ker vem, da Ambrož je zelo relativen s tem časomerjenjem. No, je pa moč skrivnosti. Prej ste govorili o tem, da so knjižnice pogosto najdlje stran, kar je res, vedno, ko jih obiščem, gremo na nek pohod, mi rečejo, ja, tukaj so ena vrata, pa moraš tle okrokiti, pa je tam en star del šole, no tam je knjižnica. To je lahko, se strinjam, pomanjkljivost, ampak na spletu, v svetu, rečemo, bolj prefinjenega marketinga, mislim, da velja tudi obratno. Tisto, kar je nedostopno ali pa celo skrivnostno, se bo najbolj razširilo. Če jaz želim, da se neka govorica razširi po šoli, bom rekel nekomu, to je skrivnost, ta pa ta je naredil to pa to. Jutri bomo vsi to vedeli. Ne pravim zdaj, da morate skrivati knjižnice, ampak da se je fino zavedati tudi tega, da je včasih tisto, kar je nedostopno, zanimivo. Zakaj se trudimo, ko gostujemo s predstavo, da bo razprodana? Ne zato, da bo razprodana, ampak zato, da bom lahko potem pri oglaševanju naslednje v istem kraju rekel, ena predstava je bila že razprodana, a bi prišel na ta drugo? In pa upam, da bom ponavljal ta krog čim dlje, ne? Zakaj to govori? Se pravi, govori o tem, nisem mogel priti zraven, prvič, očitno je dober, ker veliko ljudi zanima in nisem imel dostopa, zdaj si ga želim. V nasprotni smeri, če mi nekdo ves čas ponuja sesalec ali pa me kliče za anketo o Telemachu ali pa kjerenkoli operaterju, me ne bo zanimalo, zato ker mi to ves čas ponuja. Tega se je dobro zavedati, da razgibamo svoje pristope. Pustimo zdaj splet. Gremo v živo na tretjo stvar, ki sem jo želel izpostaviti. Kaj pravite? Povejte. Recimo, jaz mislim, ne me dobesedno citirati, ne, ampak dajmo vaš to žogico. Kaj ste konkretno pomislili, ko sem to govoril? A je kdo dobil kakšno idejo ali pa knjige skrit. Kaj še? Povejte. Knjižničarka je na dopustu. Ok. Kdaj se vrne? Ok, super. Kaj še? Maček v žaklju? To so vrečke presenečenja v bistvu, ne? Ja? Včasih je tudi dobro, ali pa en pristop, ki se uporablja podobno, so čakalne vrste. Če jaz nekaj želim in se moram postaviti v čakalno vrsto, kar naenkrat, zdaj pa res to hočem. Prej, ampak zdaj pa tukaj čakam, pa še 10 ljudi je pred mano, 10 ljudi torej očitno misli, da je tudi to dobro, in jaz bi rad prišel do tega. To so spet ene majhne mehanike, ki ne pravim, da so svete, ampak so zanimive, zato ker nam lahko razgibajo to, kako nagovarjamo svojo ciljno publiko ali pa gremo do njih. A imate še kak predlog glede nedostopnosti? Povejte. Ja, ko ste zdaj govorili, iskanje skritega zaklada. Kje je knjižničarka? Ja. Kje je knjižničarka ali pa kje je knjiga, ali pa kje je najbolj iskana knjiga, ne? Vem, da so vse en knjige v knjižnicah ene, ki so pač podiralke rekordov ali pa tudi knjige rekordov, no, zame je to bila knjiga rekordov, ker sem bil tistih let še pred srednjo šolo, ki so najbolj popularne. Morda bi lahko jih kdaj se z njimi poigrala, ne? Zato, da dosežemo eno dogajanje. Ker je zame knjižnica pa vedno bila prostor dogajanja, takšnega ali drugačnega. A imate še kakšno idejo? Tle je še nekaj, tle vidim, smejite se, morate povedati zdaj. Super! Ali pa samo 1 uro na dan. A ste še nekaj imeli tamle v zraku? Nekaj drugega ste govorili. Kmalu bo, kosila ne bo. Super. Gremo naprej na moja študijska leta ali pa v gledališče. Eden izmed mojih mentorjev je bil Janez Hočevar Rifle, tega sem zelo vesel, in Jure, živijo. In na neki točki v 2. letniku, ko smo delali Čehova, se pravi drame, ki so zelo nabite s čustvi, smo se mi vsi trudili, da bi ta čustva prenesli v dvorano in to je izgledalo tako, da so vsi naši monologi izgledali, kot da bomo zdaj izgubili srce, vsi smo jokali in to res prenašali v dvorano. To je bila naša želja, ambicija. Rifle je na neki točki, se je kar dolgo zdržal, 3 dni teh prizorov, rekel, lejte, vse super, ampak če vi želite vzbuditi čustvo v dvorani, potem ga ne delati sami, potem samo predajte tisto, kar vzbuja čustvo in zaupajte, da se bo to zgodilo v dvorani. To je
ena plat te poante, ki jo hočem ilustrirati, druga se mi je pa zgodila nedavno na eni delavnici moderiranja, kjer sem vadil eno napoved in sem želel narediti čim bolj ekstatično, čim bolj takšno, ki bo človeka, ki prihaja za mano, prikazalo v najlepši luči in sem ga napovedal kot prihaja človek neverjetnih sposobnosti, zelo zanimiv, zabaven, ki vam bo povedal nekaj, kar vam bo zagotovo vzelo dih. In pol sem povedal človeka. Takoj sem ustavil in so rekli, ne govoriti v imenu občinstva. Povej, kar je, povej dejstva, ki bodo morda v njih vzbudila zanimanje ali pa upravičila njegovo prisotnost, ne govori pa, kako bo drug človek to doživel. Ker v bistvu s tem takoj ustvariš odpor pri meni. In zelo podobno se zgodi tudi, ko komuniciramo zdaj ali v gledališču, s tem imam več izkušenj, pa po mojem tudi, nasvidenje, lepo se imejte, po mojem tudi s knjigami. Se pravi, ko je meni nekaj resnično všeč in komuniciram samo moj vtis tega, v bistvu drugemu človeku odzamem možnost, da si sam ustvari ta vtis, kar je pa čist možno, da bo drugačen. In ko bo rekel, tole meni, ne vem, jaz se ne strinjam s tem, ne bom več sledil tem in tem napotkom, priporočilom. Moje vprašanje, na podlagi tega, kar sem govoril prej, zdaj že namigujem, sicer, a imate kakšno idejo, kako bi lahko drugače uporabili ta princip, se pravi princip tega, da ne napovem, kaj bi rad, da drugi doživijo, ampak poskrbim za to, da sami dobijo ta prostor. Ja, pojte. Ja, imam eno knjigo, ki mi je res ljuba, jaz sem knjižničarka drugače. In ne želim posiljevati svojega mnenja. In potem samo rečem, bom dala za prebrati samo tale stavek. In je res en tak stavek, če je ta prava knjiga za tistega bralca, pol ga bo takoj vedel, o čem govorim. Če ni, pač ni, ampak samo tako, no. Tukaj je tudi super zavedanje, da se veste, da ni vsaka knjiga za vsakega bralca v vsakem trenutku. Ne? In če mu dam priložnost, da jo doživi, super. Hvala. Imate še kakšen idejo, predlog? V bistvu grajenje družabne valute pa povezovanje med nami gradi tudi na izmenjavi mnenj. Zelo velikrat ima določena knjiga lahko čisto različen sprejem pri recimo eni skupini ljudi. Ali pa jaz imam, koliko sem rekel, izkušnje s predstavami. Ena predstava, ki smo jo pred kratkim igrali na Ptuju, je bila recimo 9. razredom totalen cringe, tako res prav, nekdo se mi je še potrudil, pa mi to napisal na TikTok. Dočim so mi na YouTube napisali malo mlajši gledalci, ful je bilo dobro, najboljša stvar na svetu in tako naprej. Se pravi, normalno je, da sploh pa v osnovni šoli do različnih otrok stvari prihajajo v različnih časih in super je, če damo priložnost tudi naši publiki, da to izrazi. Ker se potem lahko pa naveže in namesto tega, da jaz dajem svoja mnenja, lahko uporabljajo mnenja drug drugega, če lahko spodbudimo ta prostor. Ok, in še zadnja stvar, po mojem. Ja. Jaz kar veliko časa preživim z mladimi, nekako se je moja kariera razvijala tako, da sem začel na spletu ali pa na televiziji, pa pol v gledališču in velikokrat me dojemajo kot nekoga, ki ustvarja samo za mlade. Na začetku sem se proti temu kar boril, zato ker jaz v resnici, če sem čist iskren, sploh ne delam za mlade. Jaz nikoli nisem želel komunicirati mladim in mislim, da je tukaj bila moja prednost. Po mojih izkušnjah mladi želijo biti naslovljeni kot enakovredni sogovorniki, se pa seveda zavedamo mogoče drugačnega načina razmišljanja, ki ga imajo, ali pa omejitev. Največja napaka, ki jo naredimo pri stiku z mladimi je, da jim pristopimo tako, danes pa je čas za, že mene mine. Se pravi, jaz imam izkušnje bolj s to, rečemo, od 5. razreda do 9. Morate razumeti, da govorim tukaj, ali pa sploh srednje šole. Ko pridejo srednješolci v gledališče, želijo gledati predstavo za odrasle ljudi, sam niso odrasli ljudje, ampak noben jim tega ne sme povedati. Moramo jih pa dobiti, oziroma moramo jim pa teme približati na ta način. A sem rekel, da niso ljudje, nisem tako mislil. Se pravi, se razvijajo in v tem razvojnem trenutku so neverjetni, pa vse jih zanima, ampak nimajo pa izkušenj recimo nekoga, ki je napisal, nimajo pa veliko življenjskih izkušenj, to sem mislil za posnetek pa za zapisnik. Se pravi, če jih
nazivamo kot enakovredne sogovornike, bomo od njih dobili veliko več. In fino je, da se tega zavedamo. Jaz tako delam za mlade, v resnici sem najprej predvsem delal zase, se pravi iskal svoj interes pa svojo radovednost. Danes pa spoznavam, da počasi se moji interesi in moja radovednost malo razdvajajo s tem razvojnim obdobjem, ki sem mu bil očitno mentalno najbližje, to je bila ta zadnja stopnja osnovne šole pa srednja šola. In zdaj iščem druge načine. Ampak ves čas se poskušam zavedati tega, da nisem jaz, se pravi, da komuniciram z enakimi in da poskušam iskati teme, ki rezonirajo z njimi in jim dati resnično uporabno vrednost. Tako, to bi bilo z moje strani vse za zdaj. Hvala za pozornost, hvala za sodelovanje. Če se sam še enkrat sprehodim čez teh 5 stvari, ki sem jih izpostavil, govoril sem o eksperimentalnem pristopu, pa o agilnosti, pa hitrosti, v katero nas pravzaprav sili hiperprodukcija različnih vsebin in delo s pozornostjo, ki ga lahko razvijamo zaradi tega, pa vzbujanje zanimanja, ki ga to prinese. Potem sem izpostavil družabna omrežja kot omrežja, ki uporabljajo mehanike igre, pa družabno valuto za v bistvu nabiranje časa, ki ga preživljamo gor. Tretjo stvar, ki sem jo izpostavil, je bila to, da ne morem gledalcu povedati, kaj doživlja in kaj čuti, da v bistvu to od njega želim, se pravi, želim v njemu vzbuditi odziv. Četrta, v bistvu sem sam 4 izpostavil. 5? Ajde, rečemo 5, no. No, med 4. pa 5. je ta zadnja. Branje slovenskih besedil? 5, ja. Je zelo pomembno in je temelj razvoja bralne kulture in zato mislim, da moramo delati na tem. Ne, jaz bom zaključil, dokler sem na vrhuncu, to je tudi lekcija. Zadnja je pa bila ta, da v resnici z mladimi komuniciram kot z enakovrednimi sogovorniki in iščem njihova mnenja, perspektive, stališča in jih s tem tudi silim, da jih oblikujejo. Tako kot se mi v pogovoru najbolj izražamo takrat, ko smo prisiljeni k tem, da oblikujemo misel. To bi bilo z moje strani vse, zdaj pa sumim, da bo prišel Ambrož pa vprašal, če ima kdo kakšno vprašanje. Jaz sem zdaj zamoten neki. Čak. Zdaj res ugotavljam, oziroma sem nekje razpet med tem, da ko te človek posluša, hitro čas mineva in na drugi strani, da res ne vem, kaj vse ste se pogovarjali še mimo mene. Ampak hvala Hvala Niku za tole, kar je zdajle izvedel na odru in vas vključil že tako intenzivno, da ne vem, morda vam je s tem samo spodbudil razmišljanje, da se bo zdajle še vprašanj usulo en kup, ali pa smo vas že izčrpali. Povejte vi, roke gor, če je prva možnost. To je tudi najpogostejša moja napaka, ko postavim vprašanje ljudem, a je kakšno vprašanje? In potem grem naprej. Zdaj sem hotel že nekaj reči. Povejte, gospod. Katera je vaša najljubša predstava, v kateri igrate in zakaj so to reformatorji na odru? To je res zelo uspešna predstava in rad igram v njej zato, ker ne, hočem ti, ne bom se spuščal v spor, res je dober igrati z Boštjanom, no, igrava predstavo Reformatorji na odru, by the way, ki pa se sooča zelo podobno. Prekletstvo predstav za mlade je dejstvo, da v bistvu pridejo v dvorano proti svoji volji, če smo čisto natančni. In to je vedno en slon v sobi. Se pravi, prosim? Grozen. To je, dobro, na posnetku tega ne boste slišali. Ampak to dejstvo je treba nasloviti. Včasih ga lahko zaobidemo, pa v bistvu predstava nastane, stik nastane, včasih pa ne. Včasih imava tudi moralistične monologe o gledališki vzgoji, ker dopovedujeva publiki, ne moreš klepetati pa se pogovarjati, kada si v kinu ali pa kada si doma, ne moreš žaliti človeka, ki je na odru, ker sva iz mesa in krvi in čustev in takšne reči, ampak v večini primerov pa imava res lepo izkušnjo predajanja neke snovi. A ima še kdo kakšno vprašanje, ki ni povezano? Evo, povejte še 2. Če smo že ravno pri reformatorjih, mi smo si pogledali že drugo šolsko leto zapored, 9. razredi, odlični so, a bomo še lahko 3. šolsko leto zapored si pogledali? Ja, ne vem, Boštjan že nekaj jamra, da ga kolena bolijo, ampak... Jaz mislim, da bo,
Bo. Dramatično komoro, zdaj tako da bron, tako da. Ne, midva, iskreno, jaz mislim, da to midva igrava do penzije. Pač, se igrava Dalmatina pa Bohoriča, to bo šlo, ne? Če jaz sem del igram proti Dalmatina, ne, kaj bi naj. Mislim, čakaj, kaj hočeš povedati? Ja. No in zdaj, če sta že oba tu in če govorimo o nečem proti njuni volji, a bi en prizor odigrala? Sam še eno vprašanje je bilo tamle gor, če se ne motim. Eno vprašanje za učence, ki veliko rečejo, ne, da bodo tiktokeri pa youtuberi in potem pa učiteljica slovenščine povem, da si tudi youtuberi pišejo scenarije, kako pa vi, a tudi vi napišete, preden posnamete? Ja, absolutno. Jaz čedalje bolj intenzivno pišem scenarije, zato ker to za sabo potegne celo postprodukcijsko verigo, a ne? In mislim, da je zelo pomembno pri teh ambicijah mladih o teh sanjah, da bojo bili spletne zvezde. Jaz mislim, da so to iste sanje, da bom, očitli so še kar švicam, sploh skozi se poslušam tako dvojno, se slišim, ena teče, ena pa lektura teče zraven. Okej, torej, kar je pomembno pri teh sanjah je jih ozemljiti pa osrediščiti, pojasniti, da to je mogoče stremljenje k idealu, ki ne obstaja. Se pravi, da bi jaz delal nič, kar hočem, ali pa igral igrice, ali pa govoril pred kamero in pol bom bogat in imel hišo s bazenom. To je ta ponovadi miselni konstrukt, ki spremlja to. V resnici pa je ustvarjanje spletnih vsebin čisto isto, kot če bi imel svojo televizijsko hišo, recimo. Ne? In ko razumejo to razliko, vidijo, da za tem stoji veliko dela. Tudi če spletni vplivneži prikazujejo to iluzijo, da nič dela ne stoji za tem, pa da je to mimo grede, a ne? Res nikoli ni. Ampak knjižnica je po mojem tudi super prostor ali pa razred, kjer lahko te teme odpiramo. Tako, kot sem rekel, to pa vedno povem, ko govorim o knjigah, pa še nisem uspel, lahko to še dodam. Ne, krbot. Se pravi, moja mama je knjižničarka, no, ena stvar, ki je res meni ostala v srcu pa v glavi je, da mi je rekla, lej, v knjižnici lahko najdeš karkoli te zanima, če dovolj vztrajno iščeš, mogoče tega nimam jaz v tej šolski knjižnici, mogoče bo treba iti v krajevno knjižnico, mogoče bo treba na občinsko knjižnico, mogoče bo treba pol poiskati nekaj na spletu, če pa te knjige nijo, pa lahko na koncu napišeš sam, pa dodaš v ta bazen, ne? Ampak zame je knjižnica vedno prostor zanimanja, pa iskanja znanja, izkušenj, pa občutkov. In tle noter je ogromno prostora za zelo velik tem in mislim, da si jih lahko dovolimo odpirati ogromno in da je prav splet eno super prešečišče, ker sem jaz ta otrok spleta v starih časih, ki smo ga dojemali bolj kot nek prostor znanja, pa izmenjave mnenj, izkušenj, pa učenja. Zdaj sem zelo dolgo odgovoril, ampak pišem scenarije. Zdaj pa res mislim, da je to. Ne vem, bo publika povedala. Drugače, veš, jaz sem si tudi pripravil, jaz sem ChatGPT vprašal, jaz sem mu rekel, da imam publiko knjižničarjev, pa učiteljev, učiteljic in sem mu rekel, da mi zastavi vprašanja, če jih slučajno ne bo. Pa imam tle tudi 20 vprašanj, ampak po mojem kdaj drugič, a? Hvala lepa, Nik Škrlec.